Praznovanje novega leta je že za nami, a pravoslavni kristjani bodo v soboto proslavljali še enkrat. Lara, Sara, Nataša in David bodo tako že drugič bedeli pozno v noč. Tisti kristjani, ki praznujejo pravoslavno novo leto, uporabljajo julijanski koledar. Ta se od gregorijanskega koledarja, po katerem se ravna skoraj ves svet, razlikuje za 13 dni. Za novo leto gledam televizijo in ognjemet. Jem, nazdravljam z otroškim šampanjcem. Od tistega drugega malo tako, da nimam šampanjca, pa sokom nazdravljam, pa glasbo poslušam, pa plešem. Za novo leto sem s svojo družino in skupaj praznujemo. Nekoliko drugače pa je za mizo, na kateri ne manjka tudi tradicionalnih srbskih jedi. Potica, piškoti, razne vrste, odojek, pita, pohan zrezek navadno popečen, krompir, pohana četača, pa sarma. Novoletno vzdušje je posebno tudi za starše. Dovolim ta dan Nataši in Davidu, da sta po konci, dokler one dva želita, in potem zaspita v svoji postelji. Veselimo se, čakamo nov let z družino, z ožjim krogom, s prijatelji. Sicer pa smo družino Petrovič zmotili o praznovanju slave. Vsaka pravoslavna družina ima svojega zavetnika ali krščanskega svetnika, ki simbolno varuje družino. Pri naših gostiteljih je to sveti arhidiakon Stefan. Na dan slave se praznovanju pridružijo sorodniki in prijatelji. Velika pojedina traja navadno 3 dni. Z vsakim vstopom novo leto, tudi pravoslavnim, pa si ljudje želimo novih izzivov, radosti in veselja.